Lepo pozdravljeni. Kot veste, ravnokar prihajam s srečanja s predstavniki zamejcev in Slovencev drugod po svetu, torej slovenskih zamejcev in Slovencev po svetu. Mislim, da se dogaja nekaj odličnega te dneve. Naši zamejci se preko predstavnikov srečujejo z različnimi deležniki tu v Sloveniji. Nadaljujemo nek proces, ki smo ga seveda začeli že zdavnaj in ki ga moramo nadaljevati še bolj intenzivno. In lansko leto, ko sem se dobil s predstavniki slovenskih zamejcev in Slovencev po svetu, sem zahteval od svojih ministrov na podlagi diskusije, da pripravijo ambiciozen načrt tega, kar bomo počeli v prihodnje, da še bistveno izboljšamo stike z Slovenci povsod po svetu, tako v bližini kot v oddaljenejših državah, da pravzaprav storimo bistveno več za promocijo Slovenije v svetu, na čemer seveda se že intenzivno dela, kar so tudi zdaj pripoznali deležniki, torej udeleženci današnjega srečanja, in hkrati, da se seveda upošteva, da gre svet naprej, da moramo biti tudi v Sloveniji moderni, zazrti v prihodnost in zato pomagati, da na druge sodobnejše načine vzpostavljamo stike z našimi Slovenci po svetu, da omogočimo predvsem mladim, da se lažje in tesneje povezujejo z domovino, tako bi rekel na kulturnem področju, ki je eno temeljnih področij, ki zaznamuje slovenstvo po svetu in doma, in tudi na drugih področjih, gospodarsko. Tako smo danes pregovorili o različnih tematikah, ki so jih seveda v teh preteklih dnevih sistematično obravnavali na različnih sestankih in srečanjih. In zdaj lahko sklepno ugotovim, da smo na pravi poti, gremo torej v smer nadaljnjega izboljševanja teh stikov, teh povezav med Slovenci tukaj in v svetu, gremo v smeri sodobnejšega povezovanja, izmenjave informacij s pomočjo teh novih tehnologij, kar je še posebej pomembno za mlade podjetnike, tudi za uveljavljanje slovenskega gospodarstva v svetu in zato, da nam lahko Slovenci v svetu pomagajo pri teh gospodarskih stikih in jim pripeljajo sem seveda uspešne podjetnike. Predvsem pa je seveda bil velik poudarek tudi na tem, kako reševati številne, bi rekel, probleme, izzive na različnih področjih, tako na področju recimo dvojnega državljanstva, na področju učenja jezika, vzpostavljanja slovenskih šol, tečajev, pristopov, ki to spodbujajo v tujini, kako denimo sodelovati na področju, bi rekel, mladih, tako pri izobraževanju kot podjetništvu, kako sodelovati in naprej razvijati našo kulturno dediščino in tako naprej. Skratka, jaz ocenjujem, da smo na dobri poti, da se zadeve premikajo, da pa moramo biti zelo ambiciozni v tem pogledu, kajti v Slovencih, v zamejstvu in v svetu imamo veliko bogatstvo, skupaj nas je, kot tudi sami ugotavljajo oni, 2,5 milijona in to bogatstvo seveda lahko prinese pomembno sinergijo, če smo dobro povezani. Tako da ocenjujem, da moramo tukaj nadaljevati po tej poti, hkrati pa še omenjam to, da sem se jim lepo zahvalil njim kot predstavnikov vseh Slovencev v zamejstvu in po svetu, kot tudi vsem tistim, ki jih predstavljajo, za to, kar so pripomogli pred 25 leti z zelo nesebičnimi in velikimi dejanji k temu, da smo postali takrat samostojna država. Zahvalil sem se jim za njihovo ambasadorstvo, kajti Slovenijo predstavljajo tujini tudi oni kot naši ambasadori. Zahvalil sem se jim za vse, kar pripomorejo k razvijanju naše narodne, nacionalne identitete in nenazadnje sem se jim zahvalil za to, da nam tudi Slovenci v svetu nastavijo neko ogledalo, neko zrcalo tega, kaj smo, da vidimo iz njihovih ugotovitev, kje lahko kot država, kot narod še napredujemo in kje lahko z njimi še mnogo bolje sodelujemo. Toliko o tem, če bodo kakšno vprašanja, bom odgovoril. Dobro, potem izvolite. Potem pa, če ni na to temo vprašanj, bi seveda nadaljeval z neko drugo temo, ki je zelo aktualna. Namreč, kot veste, sem pred dnevi in že tudi prej dvakrat javno pozval k umiritvi razmer v Luki Koper in v Kopru. SDH, torej Slovenski državni holding, je
temu prisluhnil in je umaknil tisti svoj predlog, ki je nekoliko vznemiril Luko Koper in deležnike tam, in pričakovati je bilo, da se bodo razmere seveda umirile. Žal pa je prišlo do povsem nasprotnega procesa. Prišlo je do blokade pristanišča. In naj povem zelo jasno, da s to blokado pristanišča se dela tako Luki Koper kot slovenskim in tujim podjetjem nepopravljiva škoda, ki se vsak dan meri v milijonih. In vse to škodi tudi ugledu Slovenije in bistveno poslabšuje možnosti za učinkovit proces izgradnje drugega tira, za katerega si naša vlada zavzema. In naj povem, da je to popolnoma nesprejemljivo in da so prav tako popolnoma nesprejemljivi ultimati delavcev, ki se danes in včeraj postavljajo vladjem ali komorkoli. Naj tudi zelo jasno povem, da spoštujem delavce, spoštujem tudi delo sindikatov. Nikakor pa ne morem pristati, ne bom pristal na to, da bi delavci vodili podjetja, državna podjetja, in še manj to, da bi delavci vodili državo. In zato pozivam vodstvo Luke Koper, da nemudoma stori vse, kar je potrebno, da zagotovi v Luki Koper normalen poslovni proces. Takšen, da ne bo več povzročalo to milijonske dnevne škode našim podjetjem, našim železnicam, tujim podjetjem in ugledu Slovenije. V ta namen sem danes pozval ministra Počivalška, ministra za gospodarstvo, da se nemudoma vrne iz tujine, zdaj se pelje iz smeri Milana proti Sloveniji, in še danes povabi na razgovor predsednika uprav tako Luke Koper kot Slovenskih železnic in ugotovi pravzaprav, kaj se dogaja in zakaj vodstvo Luke Koper ne uspe stabilizirati razmer. Tako da danes pričakujem še do večera poročilo ministra za gospodarstvo in hkrati pričakujem, da bo predvsem vodstvo Luke Koper kooperativno pojasnilo zadevo in predvsem preprečilo nadaljnjo blokado. Naj še enkrat povem, da ta blokada škodi tudi temu, za kar se je naša vlada trdno odločila, da izvede in bo tudi izvedla. To je izgradnje drugega tira. Ugled Slovenije je na preizkušnji in zato je treba nujno storiti vse, da se ta blokada odpravi. Vsekakor pa ponavljam, da na nobene ultimate ne bom pristal. Prav tako bom kot predsednik vlade tudi v prihodnje delal to, za kar se ves čas zavzemam. Uveljavljal institucije pravne države. To, kar se zdaj dogaja v Luki Koper, ni v okviru pravne države in še manj seveda v okviru nekega gospodarjenja z državnimi podjetji. Zato bom predvsem, poleg tega, kar sem že povedal, se zavzel, da se tudi tukaj v tem in v vseh prihodnjih primerih zelo jasno spoštujejo institucije pravne države. Slovenija postaja vedno bolj urejena država. Naša vlada je uspela stabilizirati politični prostor in zdaj v tem procesu tudi izboljšuje pravno ureditev in tudi prakse, ki so bile v preteklosti slabe, škodljive Sloveniji, škodljive podjetjem in delavcem in marsikomu. Ampak to lahko dosežemo samo, če spoštujemo zakone, če spoštujemo institucije in njihove pristojnosti. Zato kot predsednik vlade ne bom pristal na to, da bo ulica narekovala ali državnim ali drugim podjetjem in še manj državi, kako bomo v tej državi vodili temeljne procese. In zato pričakujem, da vsi pristojni storijo vse, tako v tem primeru, kot tudi v prihodnje, da se bodo spoštovale institucije in pravila pravne države. Danes bom tudi imel poseben sestanek z nekaterimi drugimi ministri na to temo, da se seznanim situacijo, ampak zagotavljam vam, da vlada ne bo nič odvrnila od tega, da nadaljuje z reformnimi procesi, da uveljavlja disciplino na javnofinančnem področju, da spodbuja gospodarstvo, da izvaja oziroma uveljavlja nove reforme in predvsem, da izvede tisto, za kar se je zavezalo in kamor sodi tudi izgradnja drugega tira, vključno s posodobitvijo slovenskih železnic. Tako da od te poti ne odstopamo
tako kot tudi ne odstopamo od tega, kar je vlada vse skozi izkazovala, da Luka Koper mora ostati uspešna, mora ostati v državni lasti, kar smo v naši vladi določili strategijo. Naša vlada je bila prva, ki je to jasno z pravnim aktom določila, da mora biti Luka Koper v državni lasti, da je to strateška naložba. In zato je popolnoma nerazumno poslušati razne trditve, ki grejo v nasprotno smer, in na teh ciljih, na poti do teh ciljev bomo odločno vztrajali. Toliko za enkrat, ko se bo seznanil podrobneje z razmerami, bomo videli, kje smo. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje. Gospod premier, torej razumeti je, da se ne boste sestali z delavci Luke Koper, namreč ti pravijo, da se bodo pogovarjali izključno samo še z vami, da je od vas odvisno, zahtevajo tudi razrešitev ministra Gašperšiča in pa državnega sekretarja Dragonje. Kdo torej bo plačal to gospodarsko škodo, ki vemo, gre že preko $500 000 na dan, in pa vaš odziv na ponujeni odstop gospoda Karla Erjavca? Gospodarsko škodo bo plačal, oziroma bo zanjo nosil odgovornost tisti, ki jo povzroča. In vemo, da gre za dogajanje v okviru Luke Koper. Vemo, da je za to odgovorno vodstvo Luke Koper, ki mora zdaj dokazati, da zna voditi to luko, da jo zna spraviti v normalen poslovni proces. Naslednja stvar. Delavci, ki na takšen način izsiljujejo oziroma ustvarjajo nek nemir, ne morejo biti sogovornik nobene odgovorne vlade. Vlada ima svoje pristojnosti, te pristojnosti izvajamo, tako kot pričakujem, da bodo tudi vodstvo Luke Koper izvajali svoje pristojnosti in uspešno peljali naprej poslovni proces. Takšni ultimati ne odstavim tega ali onega ministra, poslušajte, kam pa potem pridemo v tej državi. Jutri bo potem v nekem drugem podjetju skupina delavcev postavila druge ultimate. Potem bo nek sindikat postavil tretje ultimate. Ta vlada je bila vedno, in tudi sam osebno bom vedno za dialog, vedno bom za konstruktiven pogovor, kar smo dokazali. Velikokrat se smo nenazadnje ravno v tej vladi po veliko letih suše vzpostavili ponovno socialni dialog s številnimi sindikati v javnem in zasebnem sektorju, z delodajalci in drugimi. Ta vlada vodi dialog na drugih nivojih. Ne pustimo pa se izsiljevati, ne pustimo pa se popuščati pred ultimati. In to morajo vsi v tej državi razumeti. In ta država mora ostati in mora biti pravna država. In zato se bom zavzemal. Tako kot sem rekel. Glede ponujenega odstopa ministra Erjavca, težko rečem kaj zelo pomembnega v tem hipu. Vsi poznamo dobro ministra Erjavca, pozna ga že cela Slovenija, in mislim, da je izbral nekoliko neprimeren čas za ponujanje odstopa. Ne glede na to bom njegovo ponudbo zelo resno preučil in najkasneje, torej predvidoma do torka, bom o tem povedal svoje stališče. Tako da ta hip pa absolutno se mi zdi zelo pomembno, da se ta zadeva v Luki Koper razreši, da smo osredotočeni na to zadevo in da se tam razmere čim prej normalizirajo. Gospod predsednik, če lahko, torej pozvali ste, kot smo razumeli, vodstvo Luke Koper, da začne tudi v kriznem času, kot je zdaj trenutno v Luki, kazati svoje menedžerske sposobnosti, če lahko malo karikiramo. Na kakšen način ste lahko malo bolj konkretni, oziroma kaj lahko konkretno tudi država z vašo, ne vem, inicijativo naredi, da se pač temu naredi konec? Na kakšen način? Vsakdo mora v takem primeru, in to je logika pravne države, ravnati v skladu s svojimi pristojnostmi. Jaz kot predsednik vlade sem že storil to, kar je treba. Zadolžil sem ministra, da na svojih področjih opravijo poizvedbe, razgovore z, kot sem rekel, direktorji, predvsem z vodstvom Luke Koper, da vidimo, kaj se dogaja. Ne sme pa politika, torej direktno vlada, vstopati v podjetje in zdaj prevzemati neke, bi rekel, dirigentske palice. Tega se moramo pa počasi odvaditi. To je tisto, kar zdaj spreminjamo. Zato pravimo, da uvajamo korporativno upravljanje, da se pravzaprav s podjetji ukvarjajo uprave in nadzorni sveti. Država pa preko SDH-ja, kjer je tudi kompetenten organ, to spremlja in po potrebi izvaja menjave oziroma izdaja neke smernice za to
upravljanje. In vlada je tukaj nek skrajni končni nadzornik, ki seveda kot skupščina SDH-ja sprejema merila, po katerih je treba upravljati državna podjetja. Naj ponovno poudarim, da je naša vlada po, 24 letih samostojnosti sploh prvič vzpostavila merila za upravljanje z državnim premoženjem. Tega prej ni bilo. In to je tisto, česar se moramo odvaditi. Prej je vsaka vlada, vsaka politična stranka politično pravzaprav posegala direktno v podjetja, v banke in kadrovala. In zdaj nekateri to težko prenesejo, da se ta zgodba končuje. Tako kot nekateri težko prenesejo, da ta vlada resno dela na drugem tiru, da imamo že gradbeno dovoljenje, da bomo začeli z gradbo izvlečnega tira v nekaj tednih, da smo zagotovili nek model, po katerem bomo skušali to stvar delati, oziroma se o tem modelu intenzivno pogovarjamo in da smo ustanovili podjetje za izgradnjo drugega tira. To so koraki, ki jih prej nihče ni naredil in zdaj to očitno nekoga zelo skrbi. Ampak tukaj vlada ne bo popustila, kajti gre za geostrateški interes celotne države, za razvoj Luke Koper in še za marsikaj. In zato mora biti popolnoma jasno, vlada bo upravila svoje delo in ga upravlja, Luka Koper, kjer smo marsikaj slišali zadnje čase, pa naj zdaj upravi svoje delo. Vodstvo Luke Koper je tisto, ki je pristojno za delovni proces. In tega morajo nemudoma vzpostaviti, kajti sicer bo nastala Sloveniji in že nastaja, žal je celo že nastala, nepopravljiva škoda. Sabina Zvonta, STA, kako komentirate Jazbečev odhod in pa tudi neuradne informacije, da naj bi umik včerajšnje točke z dnevnega reda glede nadzornikov Luko Koper dejansko prišel iz politike? Torej, poglejte, namik iz politike sem dal sam. Jaz sem pozval vse deležnike k umiritvi razmer. Nisem se pa vmešaval v delo nikogar, ker to ni moja pravica ali dolžnost. In v SDH-ju so očitno prepoznali, za kakšen trenutek gre, in so po lastni odločitvi umaknili predlog, ki je vznemirjal duhove. Odstopil je tudi, torej odstop je ponudil tudi predsednik Slovenskega državnega holdinga, kar sicer lahko razumem, ampak obžalujem, kajti če je bila ocena celotnega Slovenskega državnega holdinga, tudi nadzornikov, da je odločitev, ki so jo predlagali, strokovno, korektno in utemeljena, je seveda res popolnoma jasno, da je bila ta poteza narejena, ta umik narejen samo v smislu pomiritve razmer. In tu me veseli, da so prisluhnili pozivu k umiritvi strasten, ki sem ga sam podal. Ampak očitno se to ni zgodilo v Kopru. In poglejte, ponavljam, že ne vem kolikokrat, pa ponovno, za vsak slučaj, če kdo ni slišal, slovenska vlada, ta naša vlada, je sprejela strategijo upravljanja z državnimi naložbami, torej podjetji v državni lasti, bankami in tako dalje. Mi smo določili, da je Luka Koper strateška naložba, ena od tistih naložb oziroma podjetij, ki ostaja v državni lasti. Zato se mi zdi izredno manipulativno, da se ljudje zberajo na ulici, kjerkoli, in kričijo proti vladi ali komorkoli, da želimo privatizirati Luko Koper. To enostavno ni res. In teh laži je toliko, da jih moram vedno znova, žal, demantirati. To počnem tudi sedaj. In druga stvar, ta vlada je naredila prve odločne korake in jih dela naprej v izgradnji drugega tira. Kaj izgradnji drugega tira? In očitno to nekatere zelo skrbi. Verjetno tiste, ki so več kot 20 let preprečevali, da bi do tega drugega tira prišlo. Ampak s tem bomo nadaljevali in zato morajo vsi deležniki spoznati. Vladi meni je vrednota Slovenija in razvoj Slovenije. Vsaka firma, ki dela dobro za Slovenijo, vsaka banka, ki dela dobro, to bo strani te vlade dobila ustrezno podporo, kolikor je pač v pristojnosti vlade. Če pa bodo procesi negativni, se bomo pa morali seveda pogovarjati na drug način, potem bodo morale pa institucije, ki so za to pristojne, ukrepati. Ampak jaz upam, da bo v tem primeru zdaj čim prej prišlo do te umiritve strasti, da se ne bodo več širile laži, neresnice in da se bo vzpostavil ponovno normalen delovni proces v sami Luki Koper. Še zadnje vprašanje, potem bom.
Vaše vprašanje je postavljeno nekoliko nenavadno. Minister Erjavec ostaja minister. On je samo ponudil odstop. Zato si bom vzel nekaj dni, ki jih ta hip krvavo potrebujem, da se bom posvetil reševanju najbolj perečega vprašanja, to je teh nemerov v Luki Koper. Minister Erjavec bo vmes delal normalno naprej, kot zunanji minister. V ponedeljek sva oba udeležena vsak v svoji vlogi na zelo pomembni konferenci o Zahodnem Balkanu, ki bo potekala v Parizu, in zato želim čez ta vikend delati maksimalno, da se umirijo razmere v Luki Koper. Minister Erjavec bo počakal nekaj dni. Jaz se zavedam, da na njegovem ministrstvu je bilo kaj narobe tudi v zvezi z arbitražnim sporazumom. Zavedam se, da razmere niso optimalne in tu so neki elementi, o katerih je bilo že govora, neke objektivne odgovornosti, ki jo tudi sam priznava. Seveda pa je dejstvo, da je nedavna interpelacija pokazala, da nekih zelo jasnih razlogov za njegovo razrešitev ni. Tudi jaz jih ta hip do zdaj nisem videl in zato me čudi njegov odstop ravno v času, ko je ta odločitev arbitražnega tribunala bila sprejeta v smer, ki se nam zdi prava. Tako da takoj, ko se ta zadeva z Luko Koper umiri, in to mislim, da pričakujem, da se bo čim prej, bom sprejel to odločitev, tako da zato sem napovedal do torka. V tem času pa vse normalno deluje, zato se s tem tako ne mudi. Hvala lepa. Nasvidenje.